Poslušate prvo epizodo Frankloskopa. Podcast, v katerem Peter Frankl, častnik finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Ali dobro zaslužite? Dobro zaslužim, ja, dobro zaslužim. To so dobri zaslužki, so potem tudi dobri davki. Ne? Država ima nekaj od mojega dela in je tudi prav tako. Tisto, kar Kitajci rečejo o Trumpu, in se mi zdi zelo zanimivo, je naslednje. Trump bo nedvomno sprožil trgovinske vojne, vendar bo pri tem ostalo. Mi vemo, da Trump nikoli ni imel velikih in dobrih sentimentov do Evropske unije. In tukaj lahko pričakujemo marsikaj. Mu pusti, ni še predsednik, ampak ve, da to Musk ne more delati v nedogled, ker mu bo njemu šibilo položaj. Poleg tega Trump ne bo dovoljeval, da bo svet govoril, da dva vodita Ameriko. Trump hoče biti edini, ne pa z Muskom. Se bo Musk temu uklonil? Musk se bo temu uklonil za svoje poslovne interese. Prednost je tem, da jaz lahko hitro grem, hitro pridem, hitro delam, da mi ni treba počivati. Torej, kondicija je pomembna. Absolutno je kondicija pomembna. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v prvi epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Moj prvi gost je bil Borut Pahor, politik, predsednik in zdaj podjetnik. Je velik poznavalec politike oziroma svetovne politike. In če kdo, je gotovo on poklican, da predvidi, kako bodo globalni viharji vplivali na naše življenje, predvsem gospodarsko. Na oblast prihaja Donald Trump, tudi Elon Musk. Nas bo Kitajska povozila. Kaj bo v Ukrajini? Kam bo šla Srbija? In kaj se pravzaprav dogaja v naši soseščini, zlasti v Italiji in Avstriji? Vsem tem z Borutom Pahorjem. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod Pahor, nekdanji predsednik Republike Slovenije, dobrodošli v prvem podcastu Frankloskop. Pogovarjava se kakšne 10 dni pred inauguracijo Donalda Trumpa. Povabili smo vas v to epizodo, zato ker želimo slišati vaše mnenje kot strokovnjaka za geopolitiko. Ste človek, ki o teh stvarih zelo veliko ve in to znanje v Sloveniji ni zelo razširjeno. Spoštovani gospod Pahor, dobrodošli. Hvala za vabilo in hvala za zaupanje. Spoštovani gospod Pahor, zdaj ste že nekaj časa podjetnik. Pred nedavnim ste mi zaupali, da ste bili kar presenečeni, ko ste ugotovili, koliko davkov plačujete kot podjetnik. Sem tudi podjetnik in na vaše vprašanje bom prav rad odgovoril. Mogoče, da bodo poslušalci lažje razumeli, jaz sem ustanovitelj in direktor zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana. To je zasebni zavod, to je moj zavod in poskušam opravljati aktivnosti tako, da nisem odvisen od davkoplačevalskega denarja. To mi omogoča, da nekajkrat na leto, enkrat zelo veliko konferenc organiziram, pa tudi več manjših in številne nastope po Evropi v zvezi z problematiko Zahodnega Balkana. Naprimer, v torek govorim v italijanskem senatu na njihovo povabilo o mojih pogledih na razvoj tega vprašanja. Čez 3 dni govorite 4 dni v italijanskem senatu? V italijanskem senatu pred odborom za zunanjo politiko o mojem pogledu na koncept širitve Evropske unije. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedo, da imam pomisleke glede uradnega stališča Bruslja glede širitve na Zahodni Balkan. O tem se bova morda pogovarjala. Gre za to, da če strnem uradni Bruselj tudi z novo komisijo in novo komisarko, našo komisarko, zavzema stališče, da bi v naslednjih letih sprejeli eno ali morda 2 državi, Črno Goro in Albanijo. Jaz to opozarjam, da je to sicer mikavno, atraktivno za Bruselj, politično oportuno, je pa z vidika geopolitike, stabilnosti in miru zelo dvomljivo in tudi zelo pomanjkljivo, kajti to ne bo zagotovilo trajnega miru in varnosti. Dokler bo zlasti Srbija, verjamem, da se bo o tem še pogovarjala, na drugi strani te zavese, ki pada na Evropo po agresiji Rusije na Ukrajino med vzhodom in zahodom, če Srbija ostane na drugi strani izven procesov širitve Evropske unije, potem bo Zahodni Balkan trajno nestabilen. No, tako da sem direktor in ustanovitelj tega zavoda, seveda pa je treba tudi zaslužiti in delam nekaj, kar delam zelo rad.
Imel sem to srečo, da so me vplivni ljudje iz politike in poslovnega sveta v svetu priporočili Londonski agenciji za govornike. Tam sem pred enim letom postal član, konec lanskega leta, 30. decembra pa sem v Ljubljani podpisal tudi pogodbo, ki mi omogoča, da je Londonska agencija moj ekskluzivni agent in da je agent zame po celem svetu. Zame je to mikavno, sem v dobri kondiciji, lahko hitro potujem, recimo jutri odpotujem v Peking, to pomeni en dan vožnje, en dan govorov in obveznosti in potem spet en dan poti nazaj. Tako da je to nekaj, kar rad počnem, pa tudi se mi zdi, da sem postal dobro sprejet. Zlasti Kitajska je zelo zdaj atraktivno tržišče, to je tržišče, ki ima 1,3 milijarde ljudi. Recimo v novembru sem govoril na združenju, so me povabili, to je korporacija Tojoy, to je združenje, ki ima 5,3 milijone podjetnikov. In sem govoril o občinstvu, ki ima 1000 podjetnikov, med njimi so tudi milijonari in med njimi so tudi milijarderi. To je hitro rastoč trg, ki blazno rad vidi zahodne govornike iz Evrope in Združenih držav, Nove Zelandije, Avstralije in zdi se mi, da sem se nekako dobro umestil. Tako da tretja dejavnost, ki jo imam, pa je še povezana z novo univerzo. Tam sem vodja katedre in vse to troje mi daje nek občutek enega velikega zadovoljstva. Rad delam, čeprav veliko delamo, se nič ne pritožujem. Zdaj, podjetnik, glede davkov. Ali dobro zaslužite kot dobro govornik? Zaslužim, ja, dobro zaslužim. To so dobri zaslužki, so potem tudi dobri davki. Ne? Država ima nekaj od mojega dela in je tudi prav tako. Jaz načeloma nimam proti temu, da ima neka moderna, razvita socialna država davke. Tisto, čemur jaz zdaj lahko, toliko bolj, ker sem izven politike, rečem bob je, da mi z denarjem, ki ga poberemo davko, slabo upravljamo. Ni problem toliko, da je ta davčni primež tak kot je, čeprav sem zdaj toliko bolj naklonjen deregulaciji, kot sem bil, to je prva stvar, in toliko bolj naklonjen temu, da bi pobrali manj davkov, ampak še vedno, davkov mora biti dovolj, da javni sistemi funkcionirajo. Problem slovenske države torej ni toliko davčni primež, kolikor je v bistvu zelo, zelo negospodarno ravnanje z državnim denarjem. To zlasti velja za javni sektor, pri čemer seveda, ko pomislimo na javni sektor, pomislimo najprej na javno birokracijo. To je sploh velik problem. Poglejte, samo en primer. To, da en uradnik dela lahko zelo dobro in od njega zelo veliko odvisno in dobi enako visoko plačo kot uradnik, ki ne dela nič ali zelo slabo, to seveda pove veliko o neučinkovitosti uradništva. Vrnila se bova na domačo politiko nekoliko kasneje, posvetiva se najprej geopolitiki. In to predvsem razmeram, ki vladajo v tem pred inauguracijskem ozračju. Trump postaja predsednik, zelo kmalu bo tudi uradno prevzel žezlo. Vi potujete jutri torej v Peking. Bili ste že prej na Kitajskem kot govornik. Kakšno mnenje, kako to občutijo Trumpa Kitajci? No, v tem času, ko je postalo jasno, da bo Trump izvoljen in potem, ko je bil izvoljen, sem bil dejansko, mislim, da na Kitajskem 3-krat. V tem času sem imel možnost na eni od konferenc govoriti tudi z visokimi predstavniki oblasti. In tudi gospodarstva, ne? Seveda, v bistvu klienti moji so korporacije, ni država, so korporacije. Kot rečeno, Kitajska danes razpolaga z zelo močnimi multinacionalkami. Ena od njih, recimo, je multinacionalka, ki si je dovolila bivšega podpredsednika Appla praktično z enim najbolj odmevnih odkupov pripeljati iz Silicijeve doline v Peking. To vam veliko pove o razvoju, strahovitem razvoju te države in njenih aspiracij. In kako kaj gledajo Kitajci rečejo na Trumpa in na ameriško administracijo? Najprej moram povedati, da jih je zelo zanimalo moje mnenje. Nazadnje sem Trumpa pogosto srečal, o njem pišem tudi v svoji knjigi in to ne črno-belo, poskušam razložiti, zakaj je tako uspešen in to na kontroverzen način.
Tisto, kar Kitajci rečejo o Trumpu, in se mi zdi zelo zanimivo, je naslednje. Trump bo nedvomno sprožil trgovinske vojne, vendar bo pri tem ostalo. Pri trgovinskih vojnah. In to pričakujejo Kitajci ali to je vaše mnenje? To je kitajsko mnenje in to je za nas obvladljivo. Torej, Kitajci so s Trumpom bolj zadovoljni, kot bi kdo utegnil misliti. Pri demokratih so se vedno zelo zadržano obnašali zaradi dejstva, ker so demokrati večkrat, spomnimo se obiska Nancy Pelosi na Tajvanu, izjav Bidna, ki je spremenil v bistvu na nek način ameriško politiko zadržanosti do vprašanja Tajvana v neko bolj, recimo temu, agresivno zaščitniško politiko. Oni pri demokratih niso bili jasni, kaj pomeni ta politika za njihovo namero, ki jo je izrazil Xi Jinping nedavno, lansko leto, da bodo do leta 2048, ko bo stoletnica Kitajske, Tajvan tako ali drugače, kot če prevedemo, whatever it takes, na vse načine, pridružili Kitajski. Bo postalo torej to enotno kitajsko ozemlje. Mi že danes Zahod priznava tako imenovano politiko ene Kitajske, vendar je tukaj pri Tajvanu, kot veste, cela vrsta problemov. No, Kitajska je s Trumpom v bistvu zadovoljna, ker meni, da bo ostalo pri trgovinskih vojnah. Seveda, ne gleda zelo simpatijami na te trgovinske vojne, ampak se jih zaveda, da tukaj bojo in se bodo temu oni prilagodili. Tudi te, recimo, zadnje izjave Trumpa o Grenlandiji, o Mehiškem zalivu kot ameriškem zalivu, o Panami, jih v bistvu pomirjajo. Kanadi. Jih v bistvu pomirjajo, kajti oni so razumeli iz teh izjav, da se je Trump odpovedal vplivu tam, kjer on ne vidi ameriške interesne sfere. Tajvan torej ni ameriška interesna sfera. Dal je več izjav, ki so dale vedeti, da kljub temu, da je Tajvan pomemben, seveda zaradi čipov vsega za Ameriko, da ni pripravljen tja poslati vojske. Medtem ko, kot veste, na zadnji tiskovni konferenci na vprašanje novinarja, ali izključuje uporabo sile za recimo panamski prekop ali za Grenlandijo, je rekel, ne izključujem. Ko so ga vprašali za Kanado, je rekel, da izključujem, tam bom šel samo z ekonomskimi pritiski. Ali vi osebno, torej tako bom zastavil vprašanje, Kitajci gledajo na Trumpa precej pragmatično in se bodo temu prilagodili. Kako pa vi osebno, kot analitik, občutite te Trumpove, recimo temu parabole, hiperbole, pretiravanja in tako naprej? Mislim, da je treba pri Trumpu, jaz ga spremljam od vsega začetka, kot rečeno, sva se imela tudi priložnost spoznati in pogovarjati. Ga poznate boljše kot zdajšnji predsednik vlade Golob? Torej srečala sem se večkrat, sem bil 4 leta v času, ko je bil predsednik, tudi jaz predsednik. Sva pa imela tudi različne poglede in zato najno, recimo, sodelovanje ni bilo tako tesno, kot je bilo morda z Obamo ali Bidenom. Ampak, da greva k Trumpu. Trump živi danes pod upravičenim vtisom, da je skoraj vse mogoče. On je leta 2016 zmagal, ko nihče tega ni pričakoval, niti on sam ne. In zdelo se mu je, tudi potem, ko je vladal, da je morda šlo za naključje. Ko so bili ljudje tako siti nekega establishmenta, da je zmagal zlasti proti establishmentu. Kot predstavnik establishmenta. Vemo, kakšno je bilo njegovo stališče glede volitev 2020. Jaz mislim, da je on pri sebi vedel, da je dejansko izgubil, ampak ta narativ, da so ga prinesli okrog, da je šlo za goljufijo, mu je uspel, ker je s tem mobiliziral republikansko in tako imenovano MAGA bazo. Zdaj, ko je zmagal, leta 2024, pa Trump ni zmagal proti establishmentu. Trump je zmagal, ker so njega podprli. Niso glasovali proti Bidenu, proti Harrisovi. Glasovali so za Trumpa. Naj vam povem podatek, ki to potrjuje. Ko je zmagal leta 2016, so naredili anketo takoj po volitvah, ko so vedeli, da je Trump zmagal in zadovoljstvo ljudi z rezultatom je bilo 46% pri Trumpa. Zdaj je zadovoljstvo 56% pri Trumpa. Američani imajo predsednika, ki ga respektirajo in če ste opazili, tudi mediji so se začeli zelo drugače obnašati do Trumpa po tej zmagi. Trump je izkušen politik, ve, kako tečejo politični procesi v Washingtonu in po svetu in ve, in to je zdaj odgovor na vaše vprašanje, da je marsikaj mogoče.
In zato ta retorika ni slučajna retorika, ni zdaj to neko napenjanje mišic. Seveda ne bo prehitro nekih dogodkov, ampak je pokazal, da se je pripravljen zelo trdo pogajati o stvareh, za katere misli, da so pomembne. In še nekaj, tisto, kar me tolaži v vsem tem, seveda upajmo, da to ni naivno tolaženje, je njegovo, kako bi rekel, večkratno ponavljanje zagotovila volivcem, da je vojna v Ukrajini zato, ker ni on predsednik, da je konflikt na Bližnjem vzhodu zato, ker je on predsednik, da on ni začel nobene vojne, kar je res. Trump v 4 letih, ko je bil predsednik, ni začel nobene vojne. In torej njegovo protivojno stališče me nekako pomerja, da ko sicer omenja možnost uporabe sile, to omenja zato, ker se v bistvu javno pogaja s tistimi, katerim je to namenjeno. Torej, vi zaradi njegovih pretiravanj niste zaskrbljeni, oziroma vaše stališče nekoliko drugačno kot recimo neko slovensko oziroma evropsko mainstream stališče. Jaz jemljem njegova stališča resno, jih ne podcenjujem. Toda mislim, da ni potrebno prehitevati z napovedjo, kaj ta stališča pomenijo. Trump je pogajalec, Trump je bil in ostaja poslovnež, trguje in tako bodo minila tudi ta 4 leta, pri čemer sem povedal, je veliko bolj izkušen, predvsem pa veliko bolj prepričan vase. On zdaj misli, kar je res, da je dobil mandat ameriškega ljudstva, da postavi Ameriko prvič znova kot absolutno politično, gospodarsko in vojaško velesilo in drugič, ker mu je jasno, da se je svet v tem času spremenil, želi torej jasno pokazati, kje so ameriške interesne sfere in tukaj se ne bo pustil nobenemu vmešavati. Torej, če lahko skleneva to poglavje, Trump po vašem mnenju je vse prej kot neumen. Absolutno. V moji knjigi ga opisujem kar izdatno, na presenečenje mnogih, zlasti ker sem v knjigi, in to je išla leta 22, ali mislim na 23, dopustil, da je znova predsednik države. To se je zdelo mnogim nezaslišano, da dopuščam to možnost. Trump je vrgel politično rokavico politični korektnosti. On je ugotovil, da so Američani siti politične razprave, ki veliko govori, pa nič ne pove. Izbral je drug jezik, Američani so ga sprejeli in čeprav se z njim v mnogočem tudi ne strinjajo, ga volijo zato, ker vejo, s čim imajo pravka. Pri demokratih pravzaprav nikoli docela niso vedeli, s kom imajo pravka. Pojdiva v konkretno. Njegova obljuba, da bo končal vojno v Ukrajini, ali jo štejete tudi kot pretiravanje, ali ima za to sposobnost, možnost, ali bo kaj iz tega? Torej, absolutno tudi iz pogovorov z njegovimi, recimo temu kolegi, nekaj teh stikov seveda imam, izhaja, da Trump vidi vojaške konflikte, kjer sodeluje Amerika, nima pa neposrednega interesa, kot strošek. On drugače gleda na geopolitiko kot recimo mednarodni establishment. Če in on tam ne vidi interesov za Združene države, meni, da je treba vojno končati. Zdaj tukaj nastajajo ta vprašanja, kakšen pa je pravičen izhod iz tega. Ne? Trump ni, kako bi rekel, ne podcenjuje tega vprašanja, da mora biti vojna končana na pravičen način. Vi ste že slišali, mimogrede, to se v javnosti pozablja, da je tudi rekel, da seveda želi končati vojno v enem dnevu, pa je dal vedeti, da je to bolj en tak pretiravanje. Ampak je hodil reči, zares jo bom končal. In vi vidite, da še preden je postal predsednik, njegova izjava že učinkuje in obe strani se pripravljata na konec. Ne? Ampak on je tudi rekel, če pa Rusija v ničemer ne bo hotela slišati za mir, potem bom pa jaz do konca podprl Ukrajino. Kot rečeno, Trump je trgovec. Ne? Pogajalec je izjemen. Kot veste, on je napisal knjigo o pogajanjih in je zelo ponosen na to, da je sposoben stvari urediti. Torej, sem prepričan, da bo Trump poskušal vse storiti, da bo vojno končal. Njemu ne bo nič narobe, če bo vojno končal tako, da bo tam zamrznjen konflikt, njemu to ustreza. Namreč zamrznjen konflikt pomeni invalidno Ukrajino, invalidna Ukrajina pa pomeni veliko breme za Evropsko unijo. Mi vemo, da Trump nikoli ni imel velikih in dobrih sentimentov do Evropske unije. In tukaj lahko pričakujemo marsikaj.
Apropo, zdaj ste omenili Evropsko unijo. Kaj lahko pričakuje evropski podjetnik, evropski gospodarstvenik, v tem konkretnem primeru tudi slovenski gospodarstvenik od teh trgovinskih vojn? Tukaj imamo eno konceptualno, recimo temu strukturno razliko, ki je v nebo vpijoča in dela nas seveda za slabšega pogajalca, slabšega partnerja v odnosu z Američani. Američani imajo zdaj predsednika, ki je malček tudi avtokrata, ne? Bo imela vsak hip. Evropa ima komisijo. Evropa nima politično močnega voditelja ali pa skupine voditeljev, ampak sploh pa ne voditelja, kot je Trump, da bi lahko na enaki ravni pravzaprav vodila pogajanja o interesih Evrope. Zdaj se bo pri Trumpu pokazalo, kako je Evropa pravzaprav šibka. Torej nima karizmatičnih voditeljev. Ne gre samo za karizmatiko, gre za to, da ni ukrojena tako, da bi se lahko uspešno pogajala z voditelji držav, kot je Trump, Xi Jinping, Putin in tako naprej. Kaj pa, če greva na to, kaj lahko konkretno evropski podjetnik, slovenski gospodarstvenik pričakuje od tega? Ali bo to zanj dobro ali slabše, vse te trgovinske vojne? Seveda tukaj je mogočih ogromno teorij. Zanima me vaša. Ursula von der Leyen dobro poznam, midva sva bila pravzaprav že nekako skoraj prijatelja, vsaj vsekakor dobra znanca, še ko je bila ministrica za obrambo, pa tudi potem, ko je bila predsednica Evropske komisije. In imam zaenkrat tako nedorečeno mnenje o tem, kaj pravzaprav Ursula von der Leyen kot predsednica komisije, ki je vendarle najpomembnejša, lahko stori. Dve možnosti sta. Ena, da ji res uspe uriniti to agendo Draghija kot bistveno agendo Evropske unije. To bi potem pomenilo, da Evropa dejansko ima neke možnosti, da se postavi in da ne bo na mizi kot na pogajalski mizi, ampak da bo za pogajalsko mizo. Če pa ji to ne bi uspelo, da se bo Evropa relativno hitro, kako bi rekel, zbrala kot enoten gospodarski subjekt, bo žrtev. Bo žrtev. In kako jih bomo čutili v slabšem standardu, manj denarja? Veste kako, če Evropa ne bo, Evropska unija, tako bo rekel, če Evropska unija, Evropska komisija ne bo dober pogajalec s Trumpom in strukturno je tako narejeno, da to ni naklonjeno Evropski komisiji, potem se bodo začele s Trumpom pogajati države. To za Slovenijo gotovo ni fajn. Ne? Ker že večje države, kot je Nemčija, Francija, jaz se dobro spomnim, ko sem bil predsednik republike, sem bil povabljen, da se ustanovi ta iniciativa Tri morja. To je bila iniciativa, s katero je Trump želel omejiti v bistvu ruski izvoz energentov v vzhodno Evropo in zlasti v Nemčijo. Jaz sem to inicijativo sprejel, sem se ji pridružil, sem bil na ustanovnem sestanku skupaj z hrvaško predsednico in mojim poljskim prijateljem Dudo, ampak sem takrat rekel, bom zraven, če bo tudi nemški predsednik zraven. No, na koncu se je izkazalo, da nemški predsednik sicer ni sodeloval kot polnopravni član, ampak na slovensko zahtevo je bil zraven. To je bilo pa za Nemce zelo pomembno, ker so že takrat vedeli, da Trump želi Nemčiji odvzeti poceni energente, s tem, ko jim vzame poceni ruske energente, Nemčijo spravi na koleno, točno to se dogaja, poleg tega se je zavezala k temu zelenemu prehodu, ukinila je jedrske elektrarne, v bistvu zaprla premogovnike, to je Nemčijo seveda zdaj spravilo na kolena, saj njena konkurenčnost je bila odvisna od nizkih energentov. In to je povezano tudi s slovensko konkurenčnost na vsak način. Zato seveda mi zdaj lahko imamo celo vrsto statističnih podatkov, ki so čisto v redu, ne, na prvi pogled, strašno visoka zaposlenost, mi dejansko imamo podpovprečno recimo zadolženost države. Ti podatki so čisto v redu, mislim, samo paste, ko pride recimo do zaostrenih razmer, jaz sem to čutil kot predsednik vlade leta 2009, zlasti 2010, ko greste na mednarodne finančne trge, vi ste majhni. Vi ste bolj ranljivi kot velike države. Zato mi moramo biti super, super dobri, da smo običajni. Odporni, trdoživi in tako naprej. Kolikšne možnosti pripisujete Evropski komisiji oziroma njeni predsednici, da se bo uspešno postavila
obok? Jaz, kot rečeno, kaj bo naredila? V procentih, 50%, 100%? Jaz bom rekel 50%. Kot poznam predsednico Ursula von der Leyen, mi dajem 50% možnosti. Drugače, zaradi strukture stvari, jih sploh ne bi dal toliko. Bi rekel, Evropska unija je zdaj v takem nerazvoju, mislim strukturno in sicer, da so naše pogajalske možnosti strahovito slabe. Jaz vidim tudi, ko recimo prej ste me vprašali za Kitajce, ne? Pa se ne gre samo za Kitajce, moj trg je tudi Centralna Azija. Ne? Ali pa Indija, recimo. Indija je velesila, ki prihaja. Ne? Mi danes sploh geopolitika, ne? Čisto tudi znanost, ne? Čisto jasno ne zna odgovoriti na vprašanje, ali imamo bipolaren sistem, v katerem imamo Peking in Washington, ali je vendarle tukaj treba vedno imeti tudi New Delhi. Ne? To vprašanje še ostaja odprto, ampak tukaj bi rad povedal, ne? Da se z spremembo narave tega združenja, ki nastaja okrog Kitajske, ki ima za cilj, da v bistvu svojo valuto postavi kot kontrapes dolarju, ne? In tukaj je Indija zraven, tukaj je Iran zraven, tukaj je Saudska Arabija zraven. Torej govorimo o nekakšnih novih koalicijah? Govorimo o veliki koaliciji, ki si je zadala za cilj, da se naredi neodvisno od dolarja. In zanimivo, nekdo mi je zadnjič rekel, prvič sem to slišal, ne, je rekel, morda prihaja čas, ko bomo varčevali tudi v kitajski valuti. S tem avtomatično pride do nekega vprašanja. Po napadu na Ukrajino je Evropa, oziroma dobršen del sveta, čeprav ne tako velik del sveta, uvedel proti Rusiji sankcije. Te sankcije so se v mnogočem pokazale kot neuspešne. Mi smo vedeli, ko smo jih uvajali, da bodo neuspešne. Pač preprosto vi morate na nek način reagirati in pokazati, kako bi rekel, ogorčenost, nezadovoljstvo. Sankcije so v bistvu nekaj, kar imate pri roki in se tega lotite. Tisto, kar se je zgodilo in spremenilo geopolitiko sveta, je naslednje. Mi vendarle se mi zdi, takrat nismo tako docela računali to, da se bo Rusija tako obrnila na vzhod. In tako hitro in učinkovito, ne? Učinkovito in da bo tega res verjetno nihče ni pričakoval, da bo sprejela podložno vlogo nasproti Kitajske. In Kitajci tudi vedo, da je tako. Kitajci vedo, da se lahko pokroviteljsko vedo do Rusije. Tega odnosa nikoli doslej ni bilo. V bistvu je Rusija padla v vazalsko situacijo, v položaj do Kitajske in Kitajska sedaj kot supersila ne obvlada samo svojo močjo, ampak tudi z rusko močjo. In če vzamete tukaj še neka druga zavezništva, vidite, da nastaja neka supersila. Jaz s tem nisem zelo zadovoljen. Ne? Kljub temu pa rečem, ko me kdo v Evropi vpraša za mnenje, da še vedno sem naklonjen temu, da bi Evropa s Kitajsko sodelovala, kakšenkrat tudi, če bo morda Trump povzdignil svoj glas. Torej, vi menite oziroma štejete, da so sankcije pravzaprav manifestacija ogorčenosti, ne pa sredstvo, s čimer bi nekoga pokorili. Ja, gledajte, uporaba sile ne pride v poštev, ne? Dobro. In zdaj pa kar vam ostane, so sankcije. Pridemo do vprašanja, ali bi potem takem sankcije vi odpravili proti Rusiji? Zdaj ne. Sankcije so uvedene in ko jih uvedete, imate argumente za nje, argumentov, da jih zdaj ne bi imeli, ni. Verjetno pa bo prišlo za nekim postopnim zaključevanjem vojnih operacij na neki točki, bo prišlo do prekinitve ognja. Bo prišlo tudi počasi do odpravljanja sankcij, ampak seveda pod nekimi pogoji. Glejte, ključno vprašanje, ki ga imamo, je definicija uspeha tako na ruski kot na ukrajinski strani. Te dve definiciji se izključujeta. Definicija pravičnega konca vojne za Ukrajino je vrnitev vseh ozemlji, vključno s Krimom. Priznala bova, da je to verjetno res malo verjetno, ne, zlasti ko gre za Krim, čeprav je Slovenija uradno seveda članica Krimske platforme, ampak zdaj jaz ne govorim kot predstavnik Slovenije, govorim kot analitik, ne? Kot politik nikoli ne bi dal te izjave. Videli bomo, kaj bo s 4 pokrajinami oziroma 4 regijami. Ne? Če bodo ostale pod rusko kontrolo, ne? To prav gotovo ni definicija uspeha za Ukrajino. Je pa definicija uspeha za Rusijo, čeprav, ne? Ko kdo reče, ja, sej v bistvu pa Zelenskemu ni uspelo nič, na koncu bo izgubil vse tisto, kar bi izgubil, tudi če bi šlo vse po mirni poti in bi pristal na ruske zahteve. To ni res. Namera ruskega predsednika leta 2022 je bila, da si kompletno pokori Ukrajino.
Kar mu ni uspelo. Kar mu ni uspelo. In brez naših sankcij in pomoči Zahoda ne bi šlo. Poslušate Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod. Če greva počasi na še eno temo in na temo Trump in Elon Musk, marsikdo si to zavezništvo med politično kasto okoli Trumpa in recimo bogataši šteje kot nastaje neke nove oligarhije. To je v svetu že videno. To je že videno, sicer so tukaj se že pokazali razpoke. Samo to je zdaj na steroidih. Ne? Ja, se pokazali že neke razpoke, predvsem o viznem režimu za prihod v ZDA in tako naprej. Pa vendar, Musk je zdaj predstavnik za, recimo temu, deregulacijo in tudi sami ste si v začetku najnega pogovora ste dejali, da niste zadovoljni, kako se upravlja s slovenskim javnim denarjem. Podobno razmišljajo tudi Američani. A ste pravzaprav na podobnih izhodiščih? Najprej pojdiva na relacijo Musk-Trump. Tukaj ne gre samo za relacijo teh dveh osebnosti, čeprav je daleč najbolj vidna. Trump si je že v prvem poskusu naskoka na Belo hišo želel, da bi ga ameriški velekapital podprl. Do neke mere mu je takrat to uspelo, ampak v zelo majhni meri, kajti takrat velekapital ni verjel, da bo zmagal in je želel ostati lojalen establishmentu, torej demokratski stranki. Prav tako je bil zelo zadržan, ko je Trump po 6. januarju, pravzaprav po nekem zelo škandaloznem dogodku, brez primere, ko je šlo za upor proti praktično institucijam, kot so svobodne volitve, nedotakljivost kongresa, demokratični pohodu na kongres. Ne? Tako, ja. Nihče si ni mislil, da bo Trump potem še enkrat uspel. To je res malo ljudi takrat, januarja 2021, verjelo, da se bo to zgodilo. Velekapital je ostal zadržan do njega. To, da počasi, ko so videli, s čim imajo opravka, ko imajo opravka z Bidenom in zlasti s Harrisovo, se je ta percepcija Trumpovega pomena za njih spremenila. In Musk je bil simbol te spremembe. Ker tudi Musk ni prišel k Trumpu zelo zgodaj. Prišel je v nekem zelo poznem in zelo odmerjenem času. Tako. Z neko razlago, ki je bila do neke mere prepričljiva, do neke mere pa tudi privlečena za lase. Ugotovo je, da mu Trump, če bo prišel dovolj zgodaj, lahko zelo koristi. Predvsem pa sta oba ugotovila, da so si vzajemno koristna. To je pa zdaj pripeljalo do nekaterih stvari, ki so priložnost, pa tudi problem. To, da se Musk umešava v nemške razmere, v britanske razmere, Trump po mojem zdaj gleda tako, mu pusti, ni še predsednik, ampak ve, da to Musk ne more delati v nedogled, ker mu bo njemu šibilo položaj. Poleg tega Trump ne bo dovoljeval, da bo svet govoril, da dva vodita Ameriko. Trump hoče biti edini, ne pa z Muskom. Se bo Musk temu uklonil? Musk se bo temu uklonil za svoje poslovne interese in Trump jih bo pripravljen plačati. Poglejte, kaj se je zgodilo z upravnim odborom Mete. Trump je povabil... Govorite o Zuckerbergu. Zuckerberg pravzaprav ni prišel na povabilo Trumpa, kot vem iz poročil, ampak je prišel na svojo željo. Trump mu je rekel, v redu, mislim, da se lahko marsičem dogovoriva, vendar pričakujem, da ne bo več cenzure, ker je pristranska. Zuckerberg je takoj ugodil temu, pa imenoval enega človeka v upravo, ki je Trumpov človek. To vam hočem povedati, ta vele industrija ameriška bo zdaj povlekla s Trumpom. To je še en znak, da bomo imeli opravka za izredno močno politiko Bele hiše, ki je do zdaj v zadnjih letih, vključno z Obamo, pa prej nismo bili vajeni. To bo zdaj ameriška zunanja politika, ki bo geopolitika, ki ima tudi ozemeljske aspiracije. Dvomim, da bo uporabila silo za dosego teh ciljev, moram reči, to dvomim, ker je to v nasprotju s tem, kar bi pravzaprav Trumpu koristilo, ampak to je zdaj ameriška politika, ki bo imela strahovito moč in je mi pravzaprav še ne poznamo, mi kot Evropejci, pa se z njimi soočamo v situaciji, ko Evropa ni močna. Kako bi pa vi ocenili recimo Muskovo prizadevanje za to, da bi podprl nemško stranko AfD, Alternative für Deutschland? A je to problematično? Seveda je nemški establishment takoj skočil na noge, da gre tukaj za radikalno desno stranko. Mislim,
Glejte, jaz ne vem, kaj bo odločila pristojna agencija Evropske unije, ko bo proučevala, ali je intervju, ki ga bo imel Musk te dni z voditeljico Alternative, ali je to poseganje v nemške notranje zadeve. Namreč, če bi se izkazalo, da Musk prilagaja algoritme tako, da favorizira ta intervju na način, ki je pristranski, potem regulativa lahko sankcionira take stvari. Drugače pa moramo vedeti, mislim, te platforme so zato, da vsak pove tisto, kar si misli. Seveda. Vendar Musk je lastnik platforme. Seveda. Mi dva lahko zdaj greva v neskončne polemike in prideva do novega slovenskega predloga zakona o medijih. Ampak do tega in to božda ne, kar je... Nima smisla. Jaz mislim, da je tukaj problem v tem, da je Musk danes, kako bi rekel, razumljen kot podaljšana roka Trumpove politike. In da to, kar on reče, pravzaprav govori Trump. To je problem. In to ni tako, po vašem mnenju? Ne čisto. Zaenkrat to Trump dopušča, bo pa prišel čas, ko Trump tega ne bo dopustil, pa ne bo na glas povedal, samo preprosto Musk ne bo več tega počel. Če greva iz Nemčije, greva do Italije, ki jo seveda vi zelo dobro poznate veliko Italijanov, dobršen del italijanskih politikov, poznate Giorgia Meloni, ki je zelo v dobrih stikih tako z Muskom, kot tudi s Trumpom. Po mojem mnenju je sicer preveč vehementno rečemo, da je to postfašistka, pa vendar, kako bi vi ocenili Melonijevo v teh odnosih, predvsem s Trumpom in Muskom, ne nazadnje tudi Melonijevo, nekateri opredeljujejo kot najmočnejšo osebo v Evropi? No, najprej moja osebna izkušnja za Melonijevo. Jaz sem Melonijevo prvič srečal, ko so se oba udeležila podnebnega vrha v Egiptu. Videl sem, da se je s svojimi sodelavci umaknila na stran, da bi se o nečem posvetovala, pa sem Ali, moj svetovalk, rekel, nič me ne stane, če grem dati roko, se predstaviti in jo prositi za kratek pogovor. Zelo se mi je zdelo zanimivo, da je takoj pustila stvari, ki jih se je bila namenila diskutirati s svojimi sodelavci, in sva se umaknila na kratek pogovor. Jaz sem rekel, gospa predsednica, nimam pravice, da vas bi zdaj prosil veliko stvari, imam pa samo eno prošnjo. Ali se lahko zanesem, da slovenska manjšina ne bo prizadeta zaradi nekaterih, kako bi rekel, skrbi, celo strahu, ki ga imajo v Italiji in v Sloveniji zaradi tega, ker vodite stranko Bratije Italije. Reka, gospod Pahor, najprej jaz vas poznam, vem, da sta s predsednikom Mattarello imela to, kar sta imela. Kot veste, sem imela pripombe, nisem bila v celoti navdušena na tem, kar sta počela, ampak štejem, da je bilo to, kar je bilo narejeno, zelo pomembno za odnose med državama. Kar se tiče slovenske manjšine, vam tukaj danes dajem besedo, da se sistematično nikakor stvari za slovensko manjšino, ne tako, ne drugače, ne bodo poslabšale. Mislim, da je držala besedo. So stvari, ki bi lahko bile kakšenkrat drugače, ampak to je veljalo za vse italijanske vlade, ne samo za njeno. Ona je dobra, mislim, pustimo, ali je dobra, ona je trdna voditeljica Italije. Italija, ki je, kot vemo, iz vrste razlogov, tudi finančnih, zelo je veljala za evropskega bolnika, ona jo je spravila precej v red. Seveda ima celo vrsto domačih problemov, kdo jih danes nima, ampak je voditeljica, ki ima avtoriteto navznoter, avtoriteto navzven, in Italija funkcionira. Nočem zdaj delati reklamo za nje, ker ne vidim nobene potrebe. Mi dva si nisva politično na istih valovnih dolžinah, vendar to, kot ste rekli, ne prehitro slovensko zaključevanje, da imamo pravka z nekom, s katerim se ne bi smelo delati, je napačno. Jaz sem vesel, da je šel premier Golob v Rim in da je imel z njo popolnoma normalen razgovor. Avstrija. V Avstriji je prišlo do tega, da je mandatar za sestavo nove vlade gospod Kikel, ki prihaja iz nam bližnje Koroške, je občan Radentajna, oziroma tam je preživel otroštvo. To je vas, mestece, ki ga mnogi Slovenci poznajo, predvsem tedaj, ko grejo smučati v Bad Kleinkirchen. Odločitev
avstrijska predsednika in prijatelja Van der Bellena se mi je zdela zelo, torej ta dilema, zelo sorodna moji. Katera dilema? Dilema, komu naj podeli mandat. Torej, po volitvah. Po volitvah, ne. Po volitvah, ne danes. Danes je, kot veste, po propadu koalicijskih pogovorov med Ljudsko stranko in socialdemokrati in Neom, liberalci. Dal mandat svobodnjakom. Ampak takrat, po volitvah, me je spominjala na situacijo, v kateri sem se znašel leta 2018, ko je zmagal Janez Janša, vendar pa ni imel, kot se je zdelo takoj po volitvah, večine, pa tudi tisti, ki so to večino lahko imeli, so bili proti temu, da bi sploh on dobil prvi mandat. No, za razliko od Van der Bellena sem jaz takrat sklenil, da ima Janša pravico do mandata. Ni mu uspelo, ampak pravico do mandata, da prvi sestave vlado, zato ker je zmagal, je pa dobil. Niso bili vsi zadovoljni na tem, ampak jaz sem mislil, da sem prav ravnal in tudi zdaj se je izkazalo, v avstrijskem primeru, da je Van der Bellen na koncu moral potem dati mandat. Torej je bila verjetno nekoliko zmotno prepričanje, da je odločitev, da se ne podeli mandata takoj po volitvah Herbertu Kicklu napačna. Van der Bellen je prevelik prijatelj moj, da bi to rekel. Dobro, hvala lepa. Kako vidite vi za slovensko gospodarstvo, politiko je seveda so naši vzhodni partnerji, južni in vzhodni, zelo pomembni, govoriva predvsem o Balkanu. Kako vidite vi razvoj v Srbiji? Torej, vse države Zahodnega Balkana so za mir in stabilnost pomembne. Zdi pa se, da zaradi objektivnih okoliščin je verjetno razvoj razmer v Srbiji najpomembnejši. Iz vrste razlogov. Imamo Republiko Srbsko v Bosni in Hercegovini, imamo nerešeno vprašanje Kosova, imamo srbske resentimente v Črni Gori, imamo politiko srbskega sveta, ki je zdaj postala skoraj da uradna politika. Prej se je zdela, da je to samo Vulinova politika, zdaj je postala tudi politika predsednika Vučića. Zaradi vseh teh razmer je meni jasno eno. Če ne bo Evropski uniji uspelo spraviti Srbije v Evropsko unijo, bo to trajen razlog za nestabilnost. Poleg tega bo pa Rusija, hočeš nočeš, postala proksi Ruske federacije. Torej, prej ste omenili, to za nas ni dobro. Albanija, Črna Gora, ki naj bi sprejeli prej. Vi pravite, da bi morali celoten to sprejeti v paketu? Ali? Tako, v paketu, ja. Jaz se zavzemam za paket. Mislim, da bi moralo priti do 2 vzajemnih deklaracij Evropske unije na eni strani in držav Zahodnega Balkana na drugi. Evropska unija bi morala se zavezati, da bo do leta 2030 pripravila, restrukturirala evropsko politiko, tudi politiko širitve, tako da bo sposobna sprejeti Zahodni Balkan v celoti. Zahodni Balkan pa bi se moral zavezati k reformam. Ali mislite, da je to uresničljivo, predvsem glede na stanje razmer v Srbiji? Ne. Kot vem, jaz sem si zdaj zadnje leto zelo prizadeval, da bi vplival na spremembo politike, seveda neuspešno. Namreč v mojih pogovorih z državami, ko sem še bil nesojen kandidat za odposlanca med Beogradom in Prištino, ko sem imel pogovore, sem ugotovil, da je glede Zahodnega Balkana, zlasti glede Srbije, ogromno različnih stališč med državami. Ali je Srbija za Evropsko unijo izgubljena? Ne še. Ne še? Ali lahko Srbija postane manj izgubljena za Evropsko unijo pod vladavino predsednika Vučića? Vučić gotovo ni reklama za Srbijo. Vendar jaz pravim v Bruslju, seveda, Vučić je tako, kot je. Pa vendar je gospodarsko Srbija napredovala politično. Bova prišla do tam. Vučić je tako, kot je. Je avtokrat. Vendar, če boste rekli, da z njim ne boste delali, da zaradi tega z njim ne boste sodelovali, da je zaradi tega prikrajšan v procesu širitve, potem bo on praktično, hočeš nočeš, pristal tam, kjer mi ne želimo, in to je v Moskvi. Vučić seveda zelo spretno dela z Rusko federacijo, s Kitajsko, s Turčijo in z arabskim svetom. Poleg tega ima za sabo države neuvrščenih, to smo videli pri glasovanju o resoluciji o Srebrenici. Ne vse, ampak mnoge. Čeprav se zdi to nekoliko... To mu omogoča, da je srbska ekonomija relativno, glede na vse okoliše, ni tako švoh.
in je pomemben partner slovenski, v marsičem. Tudi iz Hrvaška postaje pomembnejša Slovenija, ravno tako Srbija. Je pa zanimivo to vprašanje, ko se zreva na geopolitiko. Zdi se mi, da Vučić, čeprav sta to povsem drugačna človeka in tudi provinjenca je povsem drugačna, da Vučić ravna podobno, kot je Tito. Malo zahod, malo vzhod, malo neuvrščeni, malo Kitajska. Tako je. Zaenkrat on tukaj vidi... Je Vučić Titov učenec, pravzaprav? To je pragmatična, verjetno tudi edina politika, ki si jo Srba zdaj lahko privošči, če ne želi biti kompleten vazal Ruske federacije. On ve, da to ni dobro za Srbijo. Kajti študenti, mladi ljudje, start-upi iz Srbije, kolikor gredo na zahod, gredo v Rusijo? Ne, gredo na zahod. Njemu je jasno, kam želi srbska večina, čeprav danes podpora za širitev EU v Srbiji pod 50%. Ne? Mislim, da igra praktično in pragmatično politiko, kjer poskuša z vsemi velesilami po malem dobiti največ od njih, kar lahko. Ne? Recimo s Kitajsko je sklenil sporazum o skupni prihodnosti. Ne? Recimo, veste, to je neka nadgradnja bilateralnih odličnih odnosov. To zdaj ponuja Kitajska kot recimo nek super status državam. On je šel v to, da je to sprejel. Ne? Pomiril se je za Turčijo, nekako zmore in zna delati z njo. Z arabskim svetom, kot veste, ima sjajne odnose. Nekaj vam bom povedal. Mimogrede, veste, kdo so investitorji v Beogradu na vodi? To so najbolj ozki sodelavci predsednika Trumpa. On se zanaša na to, da Trumpova izvolitev pomeni na nek način olajšanje tudi za Srbijo. Torej, lahko rečemo, če si za Trumpa, si tudi za Rusijo? Mislim, da so te prehuda poenostavitev, ne? Prehude poenostavitve. Trump je seveda naredil nekaj stvari, ki jih tudi jaz težko razumem, ali gre za provokacijo, ali gre za neizkušenost, ali gre za dejansko za neko absolutno, kako bi rekel, samovoljo. Recimo na tiskovni konferenci s Putinom, če se spomnite, je na vprašanje ameriškega novinarja, ali verjame torej, da se je Rusija vmešavala v ameriške volitve 2016, rekel ne. Putin mi je zagotovil, da se ni in mu verjamem. Ne? Mislim, pa take izjave ne daš tudi, če res Putinu verjameš. Mislim, ne moreš ti svojih obveščevalnih služb derogirati v tem smislu pred celo svetovno javnost. Ampak Trump je to naredil. Ne? Kako ocenjujete, zdaj počasi peljeva pogovor h koncu, kako ocenjujete slovensko vladajočo politiko danes? Mislim, v tem, kar počnem in v tem, kar delam, se poskušam izogibati pogovorov in izjav o slovenski politiki. Nenazadnje ta ekskluzivna pogodba za Londonom mi tudi na nek način onemogoča nek politični aktivizem, mi ga prepoveduje, ne? Iz razumljivih razlogov. Rekel bom samo to. Mislim, da kot sem že odgovoril na vprašanje, če bi moral eno stvar spremeniti v slovenski politiki, veliko, strukturno, potem bi spremenil odnos do ne samo podjetništva, ampak podjetnosti. Torej ne samo do podjetništva v gospodarskem smislu, ampak do podjetnosti v mentalnem smislu. Mislim, da to, kar zdaj delamo, je streljanje v koleno. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ste speaker, govornik, potujete veliko, konsultant, penzija je sicer blizu, ni pa nujno, da je. Zdaj, to, kar delam, je omogoča, da ko bom star 65 let, ne grem nujno v penzijo. Seveda pa, a veste, to, kar počnem zdaj, je z fizičnega vidika izredno naporno. Poglejte, jutri grem v Peking, letim en dan, tam sem en dan letim takoj nazaj. Sem v Rimu, imam predavanje, se srečam s predsednikom Mattarello, grem v Ženevo. V Ženevi sem 4 dni, imam nekaj nastopov, iz Ženeve grem v Hamburg. Mislim, terja to veliko fizično kondicijo, jaz imam svoje leta, kot veste, me sem in tja srečate v fitnessu, ker je to pogoj za to, da to moje delo lahko upravljam. Jaz sem tudi na zadnje malček bolj konkurenčen, kot so moji kolegi, drugi predsedniki, ne, držav in vlad, kaj je moj prijatelj Jean-Claude Juncker, je pogosto na Kitajskem, vidim potem Schröder. S katerim se tudi boste srečali v kratkem. Ja, tudi Schröderjem. Vidim, da moja prednost je v tem, da jaz lahko hitro grem, hitro pridem, hitro delam, da mi ni treba počivati. Torej, kondicija je pomembna. Absolutno je kondicija pomembna, ker
ko vas recimo neka korporacija povabi, da imate govore, da imate kar pač od vas zahtevajo, vsi govori niso dostikrat bistveni, ampak posvetovanje na 4 oči, pa posveti za investitorji, da ste takrat v absolutni kondiciji, da ste njim na razpolago 100%. Spoštovani poslušalci, hvala vam za pozornost. Spoštovani gospod Pahor, najlepša vam hvala za vaš čas. Hvala, bi bilo v čast. Poslušali ste prvo epizodo Frankloskopa. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.